Dobrodošli. Ja, to je spet še en vodič. Matic, kaj nas poredu danes? Danes pa te ne bom učil kocke. Torej? Ja, piramido. Tako, piramid. To je bil trick question. Kako se rešuje ta egipčanska uganka? To ni egipčanska uganka, verjetno. Ok, prvo bomo pogledala, kako je to sestavljeno. Zgleda precej enostavno, zaradi tega, ker ima manj barv, ima 4 barve samo. Trije različni tipi koščka so. Prvi so ti zgornji, kateri so tako imenovani tipi. Potem so ti, ko so podtipi. Tipi so konice, ne? Konice, ja. Ti podtipi so centri. In potem še robovi, kateri imajo 2 barvi, tako kot na 3x3 kotki. Tako da to bomo naredila, sestavila po enih 5 korakih, ne vem kako. Prvo se bomo lotila, da bomo vse te tipe poravnali, to je zelo enostavno. Nato bomo na eni ploskvi, katero si bomo pač brala, sestavila centre. Nato ostale 3 robove, katere so, in na koncu še nam ostanejo samo 3 zadnji robovi. Zato pa je 5 algoritmov. Teh 5 se naučiš, pa je to. Pa znaš, enostavni vodič, tudi ni tako počasna metoda, ni dosti algoritmov, precej lahki, tako da te naučim. Ja, daj, gremo na kocko, oziroma na piramido. Prvo si še bomo enkrat pogledali piramid malo bliže, kaj je kater delček. Kot sem omenil na začetku, tipi, to so ti vrhnji, to so ti, kateri so čisti špici, ti imajo 3 nalepke gor. Konice se pravi, oziroma tip je konica, zdaj vemo. Ja. Ti so 4 in te bomo na začetku najprej rešili in jih je najbolj enostavno rešiti. Nato imamo centre. Centri so ti, kateri so pod temi konicami in imajo samo eno nalepko oziroma eno barvo gor. To so ti 3 na vsaki barvi. Medtem ko pa robovi, pa so tisti med centri, kateri pa imajo po 2 barvi, recimo to je rumeno-moder, ta rob. Torej imamo konice, imamo centre, kateri so pod konicami, in robove, kateri so med centri. To sestavlja piramid. Najboljše, da ga zmešam, pa se kar lotimo. Ja. Kot sem prej dejal, prvo bomo začeli sestavljati konice. To bomo naredili zaradi tega, ker so konice neodvisne od ostalih delčkov, kot so centri pa robovi. Konice je zelo enostavno sestaviti, ker lahko samo zgornjo obračaš in sestaviš ga tako, da poravnaš barvo z barvo centra. Tako da v tem primeru rumena z rumeno, rdeča z rdeča, modra z modro. Trenutno samo to gledamo. Pogledamo naslednjo konico in spet rešimo. Tukaj je modra, z eno potezo se da rešiti zelena pri zeleni, rumena pri rumeni, modra pri modri. To je to. Naslednja konica je tale, spet samo z zgornjo obračamo, evo je poravnana, s tem centrom pod konico, in še zadnji je tale, spet lahko samo tako obračamo, rdeča, zelena, modra. Precej enostavno. Ok, to je bil prvi korak, poravnali smo konice s centri pod njimi. Največ, kaj je možno, da je na skremblu, da so vsi 4 skrembljani, na tekmovanjih tega ne želimo, ker dejansko smo ugotovili, da ostale stvari sploh niso odvisne od tega. Ok, naslednji korak, če se spomniš, kaj je? Ja, verjetno robovi, ali ne? Ne spomnim se, priznam. Centri. Aha, ok. Ok, centri so ti koščki, kateri so pod konicami. Tako da, če pogledate tukaj, na te, katere kažem. Zberi si eno barvo. Rdeča. Rdeča, ok. Ok, tu že imam en rdeč center. Tako da tu zraven še rabim tukaj rdečega in tukaj rdečega. In zdaj, če to malo obračam, evo enega tu. Aha. Tako, zdaj pa še rabim samo enega. Zdaj sem si tako obrnil, da imam ta 2 tukaj od spredaj in pogledam po tej konici, kje bi lahko bil center, in ga najdem tukaj. Je ta rdeč in ga lahko dam zraven. In imam vse 3 že sestavljene. Dejansko sta bili samo 2 potezi. Aha. Ok, zdaj pa še bomo naredili en primer, ko ni tako lahek. Recimo, zdaj delam spet centre, ampak zdaj bom šel modre gledati in imam ta 2 tukaj sestavljena. Ampak na tej zgornji konici tukaj
ni modrega več. Tako da, Točno to zdaj? se mi je zgodilo tele. Aha, no, vidiš. In zdaj si bom obrnil oziroma postavil ta dva centra zgoraj in tu spodaj bom iskal modri center. Evo, tukaj je. Tukaj ni, ne? Tukaj je moder. Tako da imam postavljenega modrega pod tema dvema centroma. In naredim tako. Desna dol, leva dol. In sta oba dva centra se postavlja k temu centru in je sestavljen. To je drugi korak. A lahko mi samo še enkrat to recimo pojasniš na tem primeru isto modra? Evo, spet je modra in imaš pravilno postavljeno, ta dva gori pa pri sebi, Ja? medtem ko pa je tale tu spodaj in daš desno dol, pa levo dol. Super, super, razumem. Samo to je. Ja, ok. Zdaj naslednji korak, kaj pa je? Spomniš verjetno, ne? Zdaj pa se spomnim, robovi se pravi, ne? Te robove, ja. Ja. Jaz bom si tako naredil, da si bom obrnil od spodaj. Rešen križ. Rešene centre. Ja, centre, ja. Tako je. In bom tu zgoraj poiskal en rob, katere je modre barve. Zdaj v tem primeru je to tale. Če ga tako obrnem, ima tukaj še drugo barvo, katera je zelena. Tako da na to moramo biti pozorni, ker spada tukaj, kjer je modra in tukaj, kjer je zelena. Tako da tale rob spada tu noter. Kako to narediti? Predvsej enostavno, daš ga na stran, dvigneš gor, daš ga nazaj in nazaj dol. Zelo podobno kot vstavljanje kotov na 3x3 kocke. Zdaj pa poiščemo naslednjega. V tem primeru je tale, ko je modro imam tukaj, tale moder je tukaj in zraven je rumena barva, tako da spada med ta dva rumena centra, spada tu noter. Tale bo spadal vsem noter, ne? Tako da bom tega umaknil, dal gor, nazaj in nazaj dol. Tako je to. Zdaj pa še zadnjega je pa tale modro rdeč, spada med ta dva centra. Zdaj, če ga imam tukaj, ne? Ga umaknem, dam gor, noter, nazaj dol. Kaj pa v primeru, ko je Tako. že na tem mestu, ampak zasukan? Zdaj zna se zgoditi recimo kaj takšnega, ko je zasukan in dejansko vstaviš noter bilo kateri drugi, podobno kot pri 3x3 in bom dal recimo tega sem noter, umaknem, gor, sem, nazaj dol in zdaj je ta tu zunaj in tale spada sem noter, zdaj pa, ker je modro-zelen, tu je modro-zeleno med tema dvema centroma, ne? In tale primer, do zdaj sem vse pokazal z desne strani, tale pa zdaj na levi strani, tako da ga omaknem v to smer, dvignem levo gor, tole nazaj in dol. In je ta sestavljena. Se pravi, barva teh centrov od spodaj mora gledati proti tebi, potem ga pa umakneš v notranjo stran, pa stranico, na kateri je bil, zavrtiš gor, nekako tako. Nekako tako je, Okay. Lahko gremo še enkrat to skozi. Ja, deva, prosim. Bomo malo pogledala. Prvo bom rešil centre, recimo ta dva modra sta že. Konice že imaš rešene vse? Konice imam, ja, ker to je tako enostavno, da mislim, da ni treba. Ne? Super, ja se strinjam. Dobro. Zdaj imam tu dva centra in tale je tukaj in ga dam samo zraven. Če ga ne bi bilo tukaj, bi ga dal spodaj in enega poleg, pa drugega poleg. To je to. Zdaj si bom to obrnil navzdol, to modro. In imamo tukaj modro-rdeča, katera spada modra med modra centroma, pa med rdečima centroma. Tako da umaknem v stran, dam to levo gor, nazaj, pa levo dol. In je tale tu noter. Tale je že sestavljen, tako da še iščem zadnjega modrega. Tale modro-zelen, med modra centra in zelena centra. Umaknem, gor, nazaj, pa dol. Luksus. Sestavljeno. Ja. Tako. Zdaj pa smo še samo en korak do konca. Noro. 5 algoritmov še, pa je to. Zdaj, ko imamo eno narejeno, še na koncu ostane samo 1, 2, 3 robovi. Katere... Se pravi, čakaj. V tem primeru sta 2. Ja, tako razumem. Ampak, zdaj, to vse je že rešeno, kaj je zdaj zamaknjeno, ne? In moramo še te 3 kote rešiti. Ja. V tem primeru, v prvem primeru, je ta kot že rešen.
To je samo en tak primer, pri katerem je rešen in dejansko moraš samo ta dva obrniti. In to se naredi z algoritmom. R črtica, L črtica, R, U črtica, R, U, R črtica. Wow, Pyraminx je sestavljen. best. To je prvi izmed 5 primerov. Ok, smo na drugem primeru za ta zadnji korak. V tem primeru vidimo, da so ti robovi zelo simetrično postavljeni. To pomeni, tukaj sta dve rumeni, dve rdeči, dve zeleni in zdaj moramo pogledati samo, v katero smer se bojo vrteli. Tale je zeleno-rdeč, torej spada med tukaj zeleno in rdečim centrom. Ne? Tako da gre od tukaj sem. To pomeni nasprotni smeri urnega kazalca. In kadar je v nasprotni smeri urnega kazalca, se izvede ta algoritem R, U, R črtica, U, R, U, R črtica. The best. In je Pyraminx sestavljen. Drug simetrični primer pa je takšen, spet izgleda precej podobno, ker je simetričen, ampak spet bom pogledal ta rob in ta rob bo šel sem, ker je rumeno-rdeč, tukaj je rumeno, tukaj je rdeče. Tako da bo ta rob šel sem, torej se ti robovi v smeri ure vrtijo. V tem primeru pa naredim zelo podoben algoritem, kateri gre takole. R, U črtica, R črtica, U črtica, R, U črtica, R črtica. Tako, pa je Pyraminx sestavljen. Smo pri četrtem primeru in kako tega prepoznaš, ta ni tako simetričen in vsi trije robovi so napačni, ampak bomo tako pogledali z prve strani, tukaj je samo eden, ko ni prave barve, iz druge strani je samo eden, ko ni prave barve, iz tretje strani sta pa dva. In to iščemo. To si daš na levo stran in gledaš ta rob. Ta je rdeče-zelen, kar pomeni, da spada sem noter. Torej, rdečo-zeleno. In algoritem, katerega izvedeš, je naslednji. Obrneš Pyraminx tako in narediš R črtica L, R, L, Pyraminx nazaj obrneš, ter narediš L, R črtica, L črtica, R črtica. Ok. Tako je Pyraminx sestavljen. Zdaj pa še zadnji primer, peti primer, spet je zelo nesimetrično in spet gledamo. Tukaj je en nerešen, tukaj je en nerešen, tukaj pa dva. In jo damo spet na levo stran. In zdaj ponovno gledamo ta rob, ta je rdeče-rumen in spada sem. Prejšnji je spadal sem, tale pa spada sem. Tako da, kadar tale spada sem, pa naredimo na naslednji algoritem. L, R črtica, L črtica, R črtica, obrnemo po Y smeri in naredimo R črtica, L, R, L. In tako Pyraminx je v celoti sestavljen. To so vsi primeri, katere lahko dobiš za ta zadnji korak. Prejšnje korake smo pregledala. Še naredimo en, dva example-solva. Deva narediti še dva primera. Ok, naj spomnimo. Prvo, kaj bomo sestavljali, so konice. Prvo... Prosti. Povej. Sej tukaj gre spet za, na nek način, barva ni pomembno, kje začneš, pa začneš, kjer vidiš nekako najboljše. Ne? Tako, zdaj pri Pyraminxu tudi predlagam, da si barvno neutralen, zaradi tega, ker tukaj so tudi samo 4 barve, je tudi lažje in če boš kadarkoli hotel hitreje delati, se ti bolj splača, da že zdaj začneš barvno neutralnost, ker kasneje težje priti na to. Super. Okay. Prvo bomo postavili prav konice. Gledamo glede na center, jih obrnemo. V tem primeru tole, naredim tako in je v vseh straneh isto. Naslednja konica tale, obrnem isto. Tale konica obrnem poravnano s centri in še zadnja konica tale poravnano s centri. Ok, naslednji korak so centri, to so ti pod konicami. Ok, v mojem primeru so zdaj tu že sestavljeni, ker smo jo tako scramblili, tako da bom šel nekaj drugega sestavljati. V bistvu je zelo lep scramble, tako da bom si še malo zmešal, da dobimo kak primer.
Recimo bom sestavil rumen center, izbral si bom tega in tukaj vidim še enega. Ta dva lahko dam skupaj. In zdaj je pomembno, da poiščem še tretjega, ker ga tukaj zgoraj ni. Je ona finta, katero sem prej pokazal, da daš v spodnjo ploskev ta center in prvo daš enega zraven in nato drugega zraven. Tako, jaz sem začel z rumeni centri, to so ti koščki pod konicami, so sestavljeni. Obrnil si bom navdol in poiskal prvi rumeni rob. To je tale. Tale je rumeno in druga barva je še modra. Tako da spada na to mesto. Tukaj med rumenima centroma in modrima centroma. Tale rob umaknem prvo na stran, dam gor, ga dam na pravo mesto in nazaj dol. Tale rob je sestavljen. Ok, poiščem na zgornji naslednjo rumeno. To je tale. In zraven še je rdeča. Torej spada v to mesto, ker je tukaj med rumenima centroma in rdečima centroma. Tole rumeno dam prvo na stran, dvignem gor desno, nazaj, dol. Tale je sestavljena. In še zadnja rumena, je tukaj. Tale pa je rumeno-zelena in spada sem noter med rumenima centroma in zelenima centroma. In dam, umaknem, leva gor, nazaj, dol. In zdaj poravnam še ostale centre. Tukaj s sredinami, to sem prej pozabil omeniti, da ko končaš, še zadnji center z eno potezo poravnaš. In imamo... Kaj pomeni zadnji center? Tale, ker zadnjo ploskev že ima sestavljeno in tale center je lahko tako. Razumem. In tega je potrebno poravnati, da dobimo enega izmed 5 primerov. In zdaj imam primer, pri katerem sta na tej ploskvi dva, ki nista rešena, jo dam na svojo levo stran in naredim algoritem, kateri je zapisan tukaj, ker gre tale na to mesto, zeleno-moder, zeleno-modro. Naredim naslednji algoritem, obrnem kočko tako, R črtica, L, R, L, obrnem nazaj, L, R črtica, L črtica, R črtica. In je sestavljen. The best. Lahko še en primer rešiš? Še enega, ok, v redu. Prvo bomo spet te konice popravili, to že znamo, ker je najbolj enostavni del nasploh. Poravnamo ga s centri in še tale tukaj. Na to vidim tu že dva rdeča sestavljena, ampak onega zadnjega ni tukaj zgoraj, tako da mora biti nekje spodaj. Ga postavim pod njiju, dam enega zraven, drugega zraven, obrnem navzdol in grem iskat, ker sem začel z rdečimi centri, iščem rdečo, tale je rdeča, rdečo rumena. Spada sem noter med rdeče centra in rumenima centroma. Gor, tja, dol. Je tu noter. Naslednja rdeča je tale, rdečo-zelena, rdečo-zelena spada sem noter, umaknem, gor, sem, dol, je tale sestavljen in še zadnja, tale spada sem noter, ker je rdečo-modra, in spada med rdeče centre in modre centre, umaknem, gor, sem, dol. In imam primer, zdaj so že sestavljeni ti centri zgoraj, če ne bi še moral tako jih poravnati. In imam tukaj je samo ena, pač vidim, da ni simetrično in da nista samo dva. Tako da tukaj samo ena, katera ni prav, tukaj sta dve, ki nista prav, jo dam na levo stran in tale gre sem. Tako da imam isti primer kot v prejšnjem primeru, kateri gre takole. Obrnem kot piramix tako, R črtica L, R, L, piramix obrnem nazaj, L, R črtica, L črtica, R črtica. Piramix je sestavljen. 5 algoritmov za na koncu, ostalo po intuiciji, precej enostavna metoda, tudi ni tako počasna metoda. 4 koraki, koliko smo videla, prvo konice rešiš, nato rešiš 3 centre, to je drugi korak, kot tretji korak vstaviš med te 3 centre, vstaviš robove in nato še četrti korak, samo zadnji 3 robovi s temi 5 algoritmi, katere smo obdelala, tako da to je to. Noro.
Ful hvala. Meni je načeloma dosti jasno. Če vam karkoli ni, vprašajte spodaj v komentarjih, z veseljem vam bomo pomagali. A je še kaj tazga, kar bi morala povedati o Pyraminxu? Mislim, da ne, če pa ima kdo kako vprašanje, pa proste. The best. Ful hvala, Matic, ponovno za vodič, tokrat reševanja Pyraminxa. Veliko možnosti nas še čaka. Napišite, če bi radi videli še kakšen vodič. Z veseljem ga bomo posneli. Do takrat pa dobro sestavljajte. Se vidimo. Yes. Hudo. Džave, ne? Ja, res. Mislim, to je Pyraminx.